I naj svi narodi, ki krepeni dočaka dan, da poder sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Narojak prosbosa ne vrak, leso se bumejak, narojak rozbosa ne vrak, leso se bumejak. Župančič, OF. Ljubljana, zajeta v žico bodečo. V gorah je rešitev, pred smrtjo in ječo. Samo v gorah je svoboda. Na vsakem vogalu zapisano skredo, kot kemična formula, nova beseda. OF. In praskajo zile, in belijo ogle, in spet se pokaže. In padajo kroge. O belem dnevu po cestah. Za 1. maja so ceste rdeče od zvezd in zastavic in cvetja in sreče in krvi krvi. Izdajnik pade iznenada. Mar je OF podzemeljska vlada? OF. 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 OF nas druži. OF nas brani. OF neznanca v hipu seznami. OF je zvestoba med nami. OF je zapisana v srcih med nami. OF je zapisana v srcih, v očeh. Med žico bodečo
na svojih smrtih in v duši svobodni kot v gori. Stopi na oder in da nam spregovori. Spoštovane tovarišice in tovariši, drage slavenci, slavnici, gospe in gospodje, dragi ljubljančani in ljubljančani. Tale naša prelepa dvorana že dolgo ni bila tako polna vseh tistih, ki čutimo ob tej 70. obletnici. Imamo številne vredne goste, pa mi dovolite, da pozdravim najprej ministrico gospo Jelušič, dobrodošla. Prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana, dobrodošla. In jasno našega komandanta, tovariša Janeza Stanovnika, dobrodošla. Nagovor je samo izrekanje dobrodošlice vseh tistih, ki mislimo enako, ki mislimo podobno, ki sledimo našo sveto zgodovino. V zadnjih dnevih sem poslušal dva velika govorca, prvega predsednika Milana Kučana in pa Janeza Stanovnika. Mislim, da sta bila na isti poti, podobno povedala. Ali je tam povedano, kar je rekel Milan Kučan, da nam je dosti strankarskih elit in razprati, ki se delimo na levi in desne, da je treba ponovno stopiti skupaj v dobro Slovenije, dobro vseh državljank in državljanov. Da je treba povedati, kako prevladati krizo v gospodarstvu, gradbeništvo, bančni sistem, da ne govorimo o trgovini, ki se zdaj odvija. Ampak niti z eno besedo o tej spravni, skupni poti v dobro Slovenije nikoli nobeden ni zanikal našo sveto zgodovino. In to nam mora ostati. Ja, smo za neko novo pot v Evropi, novo pot, kjer bomo iskali tisto, kar je najboljše za vse nas, kjer bomo premostili te prevelike socialne razlike, poiskali možnost, kako tisti, ki imajo slabe penzije, ki imajo slabe plače, da dobijo večjo s svojim delom. In kako tisti, ki imajo neopravičeno preveč svojega premoženja, ugotoviti, kako je to nastalo. Nerodno je pri tej pokojninski reformi, ko mnogi govorijo o njej in pravijo zelo preprosto, ne smemo podaljšati roka za upokoj. Ampak nerodno je pa to govorijo tisti, ki imajo 60 in več let, mi lahko šli upokoj, pa ne grejo. In ta demagogija bo pripeljala do tega, da se bomo še dolgo leta matrali z našo gospodarsko situacijo. Pa predvsem tem, še enkrat, vsa ta sprava, ta skupna pot, ki je nujna za nas, ne pomeni, da bomo zgodovino pozabili, da bomo pozabili tiste vas, ki ste ustvarjali, ki ste nam dali svobodo, ki ste nam v knjižnico po Ljubljane glede en rajši poti, ki ste konc 9. maja na podlagi 70 leti vašega sklepa prinesli svobodo Ljubljane in Slovenijo. Iskrena hvala za to, kar ste naredili, in ne ostane vaša misel po 70 letih, ker misel je prava. Živeti od svojega dela in uživati tisto, kar znamo ustvariti. In v Sloveniji znamo veliko. Čestitka v 70. obletnici vsem nagrajancem, vsem tistim, ki so dali svoje življenja, njihovim potomcem, pa iskrena hvala za to, da se nam omogoči, da živimo v samostojni Sloveniji, članici Evropske unije. Hvala lepa in pa na mnoga leta OF. Predsednika Združenja Zveza borcev Slovenije, da pride na oder in da nam po svoji stari navadi zares neverjetno lepo pove, kar ima za povedati. Spoštovana ministrica, dragi prijatelj župan, tovarišice in tovariši.
Verjemite, da mi se pomalem trese glas, ker nekako se ne morem dovolj zahvaliti usodi, da mi je dodelila to odgovornost in ta privilegij, da ob 70-letnici Osvobodilne fronte spregovorim z tega mesta, z Ljubljanskega gradu, ki nekako načeljuje nad mestom, za katerega je Kidrič dejal, da je zaplodilo Osvobodilno fronto. Osvobodilna fronta je bila, kot je predsednik izvršnega odbora Osvobodilne fronte Jože Vidmar, partizansko ime Saša, dejal, da je to bil najsilnejši prelomni dogodek v slovenski zgodovini. Ko smo Slovenci iz objekta zgodovine postali subjekt lastne usode. In na Kočevskem zboru smo nad prizorišče napisali Cankarjevo geslo: narod si bo pisal usodo sam, sodbo sam. Domobranci so z mitraljezi skušali uničiti ta napis, pa je do danes napis ostal in tudi njihova sramota. Matej Bor, partizanski pesnik, je pa ob eni priliki napisal, da ko viharji divjajo v gozdovih, se drevesa svojih korenin zavedo. Viharji ponovno divjajo v naših gozdovih. In čas je, da se svojih korenin zavemo. Ena od takih glavnih korenin vsekakor je današnja slavljenka Osvobodilna fronta. Osvobodilna fronta je bila posledica spontane, naravne erupcije patriotizma v slovenskem človeku. Ko smo bili razkosani, ko smo bili na smrt obsojeni, je bilo to vprašanje neracionalnega razmišljanja, ampak odločitve srca. V odpor smo šli zato, ker smo morali iti v odpor. Ker nam je to naše naravno in naše nacionalno bistvo. Nam je to velevalo. In tako smo v odpor šli, brez ozira na ideološke ali drugačne opredelitve. Takrat je bilo to mesto in naša cela domovina so bili enotni. 29. oktobra smo praznovali dan prve slovenske države, ki je ni prinesla v življenje levica, ampak desnica. In vendar je bil naš prvi korak, da smo z demonstracijo miru in tišine sovražniku dokazali, da smo kot narod enotni in se ne bomo delili po ideoloških razlikah. Skupaj so stopili predstavniki osnovnih svetovno-nazorskih pogledov. Kristjani, liberalci, komunisti,
kulturniki in se odločili za upor. Osvobodilna fronta ni upor sprožila. Sprožil ga je okupator za okupacijo. Sprožilo ga je dostojanstvo, ki smo ga imeli v sebi. Da okupacije nismo mogli in nismo sprejeli. Je pa odlika Osvobodilne fronte, ki jo je organizacijsko in idejno vodila Komunistična stranka Slovenije. Je pa zasluga te Osvobodilne fronte, da je ta odpor organizirala in uspešno vodila. Dolomitska izjava, ki je nastala kasneje, ni bila nikakršno končanje koalicije. Prepuščam zgodovinarjem, da razpravljajo o koalicijah, da imperialističnih, protiimperialističnih frontah, o monopolizacijah in tako naprej. Za mene, ki sem vse to preživljal, je pomenila Osvobodilna fronta, borba slovenskega ljudstva, gibanje celotne Slovenije in v veliki meri dokaz bankrota dotedanjega strankarsko-političnega sistema. Osvobodilna fronta je v 4-letni borbi načrtno gradila slovensko državnost. Kajti v osnovni program temeljnih točk je Osvobodilna fronta ne samo v prvi točki napisala oboroženi boj, ampak je napisala, da se bo borila za združeno Slovenijo, je napisala, da se bo borila za ljudsko demokracijo, je napisala, da se bo borila za samoodločbo slovenskega naroda, je napisala ministrica, da bo zgradila svojo slovensko narodno vojsko, ki bo hrbtenica slovenske države. In ta program je Osvobodilna fronta v veliki meri izvršila. Izvršila je za priključitvijo Primorske. Primorska ni bila nikdar vrnjena. Vrnjena bi bila lahko samo Avstro-Ogrski. Primorska se je priključila, kot je angleški zgodovinar Taylor napisal, Primorci so izvršili plebiscit s svojo krvjo, so ga podpisali. Mi smo v teku narodno-osvobodilne borbe uspeli izgraditi svojo državo, ki smo jo sistematično gradili. Kidrič je že koncem prvega leta pisal članek o državi v državi. Ali verjamete ali ne, da je Osvobodilna fronta v jeseni in spomladi v Sloveniji dobrovoljno pobrala več davka kot okupacijska oblast z vsem svojim represivnim aparatom. Mi smo doživljali v spomladi 42. leta praktično osvoboditev te četrtine slovenskega ozemlja, kakršnega je predstavljala takratna ljubljanska provinca. In Gracioli je pisal Mussoliniju, da je 95% tega ozemlja pod kontrolo partizanstva. Tako je bilo takrat navdušenje za Osvobodilno fronto. Vidmar je rekel, da se je Osvobodilna fronta širila z viharno naglico. Smersu je pa pisal pismo v London, da ljudstvo drvi v Osvobodilno fronto.
Kajti Osvobodilna fronta je bila narodna organizacija, ki se je borila za slovensko samostojnost in se je istočasno protivila kolaborantom, ki so legli na kolena pred okupatorjem, sprejeli konsulto in da ne govorim, kaj še vse drugo. Če pa se danes vprašamo, kaj od vsega tega veličastja ostaja, žal moram ugotoviti, da tista globoki patriotizem, tista globoka domoljubna zavest, ki je človeka, slovenskega človeka, pripeljala v partizanske vrste, da ona danes nekako izpareva. Ali je temu kriv globalizem? Ali je temu krivo to, da smo vključeni v Evropsko unijo, za katero je De Gaulle lepo dejal, da bo to patrie de patrie, da bo to domovina domovin. In smatram, da je to osnovni problem, ki ga čutim v tem trenutku pred našo domovino. Da nimamo več tistega občutka, vitalnega občutka, potrebe, da branimo svojo domovino. To ni več obramba pred orožjem, ampak to je duhovna obramba svoje kulture. Kajti Osvobodilna fronta ni samo osvobodila slovenskega naroda, ona je izvršila kulturno revolucijo, za katero je Cankar rekel, ni svobode kulture, če ni politične in ekonomske svobode v narodu. In drugo, kar me v današnjem svetu, v primerjavi z tem, kar je bilo v dobi Osvobodilne fronte, žalosti, je dejstvo, da se egoizem, da se samovšečnost postavlja pred obvezo skupnosti, narodu in državi. Rekel sem in državi. Kot da smo državo nekako na prelahek način dobili. Mi vsi se pa zavedamo, da je za to državo padlo 35.000 partizanov. Isto število, kot je bilo število naše narodne vojske ob koncu osvobodilne borbe. Prav toliko, kolikor nas je preživelo, jih je za nami ostalo. In zato vi tu prisotni in drugi, ki bodo z posredstvom medijev o tem slišali in razmišljali, se morajo zavedati, da je bil krvni davek, ki smo ga plačali za svojo državo v teku narodno-osvobodilne borbe in osamosvojitvene borbe, da je bil ta krvni davek strahoten in da do njega imamo svojo obvezo. Zato morate razumeti, da ne morem razumeti, da si nekdo drzne igrati svojo politično igro z interesi države. Za zrelo narod je država tako blagostanje, je država taka pridobitev, da se moraš odpovedati slehernega svojega osebnega interesa za skupni interes. Danes se pri nas govori o nacionalnem interesu
pežorativno, še s posmehom. Bistvo zrelega naroda je pa to, da se zaveda korenin, da se zaveda nacionalnega interesa, ki je večji od njegovega osebnega, strankarskega ali stanovskega interesa. Po vsem tem, kar sem povedal, se postavlja pred mene, pa tudi pred vas vprašanje, kaj torej, kje je izhod iz tega viharja, ki divja v gozdu. Bilo bi pretenciozno, če bi se skušal pridruževati mnogim, ki so svoje poglede na izhod iz krize, kot se temu reče, javno sporočili. Vendar si bom to v tej priliki, čeprav ste s očim glasom, dovolj. Predsednik republike ni oseba, on je institucija. On je institucija suverenosti te države. On ima na našo srečo še vedno splošni narodni ugled. Jaz si ne dovoljujem apela, ampak prošnjo predsedniku republike, da povabi v svoj krog ugledne ljudi tega naroda, in ni jih malo. Za prvo anketo se jih lahko ugotovi. In da mu ugledni ljudje te republike v času, ko je narod v težki situaciji in v krizi, odkrito povedo svoja mnenja, svoja gledanja, svoje poti. Jaz verjamem, da bi to urodilo plod, posebej še, ker verjamem v modrost predsednika republike. In drugo, mi rabimo novo generacijo. To pot pa apeliram. Apeliram na mladi rod. Apeliram na študente in mlade ljudi, da se pridružijo Zvezi borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe, za vrednote osvobodilne fronte, ki nas je rešila v narodno-osvobodilni borbi, v tako težkih situacijah, nas je rešila z svojimi vrednotami, z svojimi načeli. Jaz nimam česa izgubiti. Moji dnevi so šteti. Zaradi tega verjemite, da nimam nikakršnega osebnega interesa, nikakršne osebne ambicije, ampak edino željo, ki nas prevzema vse nas, željo, da bi bilo naši deželi bolje. In zato kličem mladi generaciji, stopite pod prapore partizanstva, ki je že enkrat rešilo domovino, pa jo bo še enkrat. Hvala.
vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, podeljuje zlate plakete in listine. Akademiku, profesorju, doktorju Jožetu Pirjevcu listino Združen zveza borcev narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Akademik Jože Pirjevec je ambasador znanosti Republike Slovenije. Tržačan po rodu, slovenski domoljub po srcu, zavezan resnici po umu, je Jože Pirjevec eden od stebrov sodobnega slovenstva. Med slovenskimi odličniki bi težko našli tako vsestransko osebnost, kakršna je akademik Jože Pirjevec. Predvsem je znanstvenik svetovnega pomena. Njegova znanstvena zgodovinska dela, predvsem tista o rodnem Trstu, so prevedena in objavljena v svetovnih jezikih. V italijanščini, nemščini, angleščini, pa tudi ruščini in srbščini. Njegovih del ne odlikuje samo znanstvena doslednost, ampak tudi življenjska pristnost. Saj daje ob spoštovanju zgodovinskih dokumentov, document history, ustrezno mesto tudi ustnim pričevanjem, oral history. Ob vsem tem ne more prikriti toplega domovinskega čustva in trdnega spoštovanja etičnih načel. Akademik Pirjevec je eden tistih znanstvenikov, ki verjame, da naloga znanosti ni samo v tem, da bolje in globje razume svet, ampak ga skuša tudi spremeniti. Zato ob vsem intenzivnem znanstvenem in pedagoškem delu je tudi dejaven v publicistiki v okviru civilne družbe. Zvezi borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije je v posebno čast, da lahko ob 70. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda podeli to najvišje priznanje svojemu članu kot zahvalo in priznanje, zlasti tudi za obsežni in kakovostni raziskovalni, publicistični in pedagoški opus na področju zgodovine narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda. Zveza Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije podeljuje profesorju doktorju Božu Repetu listino Zveze Združenj borcev narodno-osvobodilnega boja. Božo Repet je eden najplodnejših slovenskih zgodovinarjev. Njegov dosedanji življenjski opus vsebuje prek 1000 enot in Kovis ga uvršča v sam vrh slovenske znanstvene ustvarjalnosti v svetovnem merilu. Božo Repet je posvetil ves svoj talent in življenjsko energijo odkrivanju resnice o zgodovinskem dogajanju na Slovenskem v 20. stoletju. Trilogija Viri dokazuje njegovo metodo dela in znanstvene etike, ki mu narekuje
da dogodke odkriva in sodi od korenin in na podlagi trdnih dokazov. Znanstvena kritičnost mu narekuje distanco do sodb in prikazov sodobnikov ter samih akterjev zgodovinskega dogajanja. Ta pristop mu omogoča, da iz dogajanja časa izlušči to, kar je trajno in kar je oblikovalo slovenski narodni značaj. Tak znanstveno-kritičen pristop ga pogosto pripelje do polemičnih razkajanj z lectores unius libri. V tem spopadu mnenj in zgodovinskih sodb dobijo njegovi zaključki polno moč in veljavo. Zveza borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije si šteje v posebno čast, da ob jubileju 70. obletnici Osvobodilne fronte slovenskega naroda podeli to najvišje odlikovanje svojim članom in mu s tem izreka svojo zahvalo, priznanje, zlasti tudi za obsežno in kakovostno publiciranje ter pedagoško delovanje in raziskovalno delo o narodno-osvobodilnem boju slovenskega naroda. Prejemniki listine in zlatih plaket so še naslednje. Garda Slovenske vojske, Ljubljana, prevzel bo major Marko Plastec. Osnovna šola Vide Plegac, prevzela bo ravnateljica gospa Darja Krivec. Ivan Bajt, Ljubljana. Irma Černač, iz Kopra. Janta Komel, iz Maribora. Milan Lozej, iz Nove Gorice. Stane Markič, iz Ljubljane. Maslo, iz Ljubljane. Danilo Pečič, prav tako iz Ljubljane. Vida Rode, iz Maribora. Jožef Tomažič, iz Nove Gorice. In Vida Valken, iz Rogatca. Zdaj pa prosim tovariša stanovnika, da podeli in seveda nagrajence, ki ste tudi na odre. Nekaj nagrade.
Spoštovani tovariš stanovnik je vse povedal. Vidite samo dve besedi, dve misli, eno zazrto v preteklost, eno zazrto v sedanjost in v priložnost. Tista v preteklost je predvsem zahvala generaciji, ki je izpeljala osvobodilno fronto. Jaz sem letos 70 let in kot primorc in državčan se zavedam, da brez osvobodilne fronte ne bi bil tukaj. Treba je reči, da verjetno vsi mi Slovenci brez osvobodilne fronte ne bi bili tukaj. Tako da je treba te generacije, ki je prevzela nase trpljenje, žrtve in slavo vojne, narodno-skupine vojne, je treba izraziti vso zahvalo. Druga misel je vezana na sedanjost in na bodočnost. Jaz nočem biti preveč kritičen do izkušnje, ki smo jo imeli v zadnjih 20 letih. Marsikaj smo dosegli, marsikaj smo ustvarili. Toda reči, da nismo v globoki, predvsem moralni krizi, ne bi bilo resnično. Mislim, da mora naša generacija, mi, ki sedaj živimo, in predvsem mladi, kako je rekel predsednik Stanovnik, znova odkriti osvobodilno fronto. Treba je, da je na dobro ustanovimo. Hvala. Še enkrat predstavnika garde Slovenske vojske, osnovno šolo Vide Pregec, Ivana Bajta, Irmo Černač, Franta Komel, Milan Lozej, Stane Markič, Lojze Maslo, Danilo Perčič, Vitja Rode, Jožefa Tomažič, Vida Malker.
Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli solza in grobov. Mi nismo hoteli požgane žetve. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi, umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo in ki jih še ni. Največji
večno vam sije sonce svobode. Naj nikdar vam sreče tujec ne skali. Če kdaj vas bo hotel ukovati v okove, branite svobodo. Branite svobodo. Kot smo jo mi. Spoštovani borci in borke ter aktivisti narodno-osvobodilne borbe. Povabljeni učenci, vam čestitamo za vaš velik praznik, 70-letnico ustanovitve Osvobodilne fronte in začetka boja proti okupatelju. Marsikaj smo že slišali o vašem junaškem boju v naših šolah. Pri nas, Krškem, pa širimo naše znanje o narodno-osvobodilni borbi s pomočjo Krškega združenja borcev za vrednote NOB, saj hodimo skupaj na izlete v kraje, znane iz časov NOB, pišemo spise in rišemo risbe o NOB. Izdelali smo že 3 zbirke risb in spisov z naslovom Še pomnimo, tovariši. Lansko leto smo izdelali tudi lep koledar na temo Prvi krški borci. Seveda pa tudi radi sodelujemo na različnih partizanskih proslavah. Pridružen borcev se zahvaljujemo za povabilo na slavnostno sejo, spomin pa ji poklanjamo risbo naše učenke Doroteje Dirnberg iz osnovne šole Leskovec pri Krškem. Avtorica ni z nami, ker je na prvomajskem dopustu. Vse najboljše vam želim tudi jaz, Monika Golob, učenka iz osnovne šole 14. divizije Semavega. Spoštovani in dragi tovarišice in tovariši, s tem je naša slavnostna prireditev končana.
Vsem vam se zahvaljujem, upam, da nas bo slišal in da nas je slišal ne samo vsa Slovenija, ampak tudi svet. In zdaj vas vabim na kovališko druženje.